Kruh velja za eno najstarejših pripravljenih živil. Prvi dokazi o peki segajo 30 tisoč let nazaj. V Evropi so na posebnih terilnih skalah našli ostanke škroba, za katere domnevajo, da so ostanki neke vrste moke za kruh. Žito je postalo osnovna surovina že v neolitiku, okoli 10 tisoč let pred našim štetjem, ko so ljudje začeli s poljedelstvom. Prve vrste kruha niso vsebovale kvasa, saj kruh rahlo vzhaja že s pomočjo kvasovk, ki se nahajajo na zrnu semen. Že stoletja je torej kruh deležen spoštovanja in posebne obravnave, pa čeprav ni tradicionalna, recimo temu staroslovanska hrana. Nekdaj je bil dovolj redek, da je vzniknila navada, treba ga je bilo poljubiti, če je padel na tla. Še v časih obeh vojn je bilo to zelo živo. Peki kruha se v zadnjem obdobju posveča več ljudi kot nekoč. Tudi kuharica Emilija Pavlič pravi, da je gnetenje kruha posebno doživetje. Ampak zamesiti kruh, a veste, da diši. Jaz sem snoč zamesila, pa sem ga hčerki danes zjutraj v Ljubljano prinesla. Včeraj je dišala hiša in sem danes rekla moji hčeri, to je kruh z ljubeznijo. Že rimski pisec in učenjak Plinij Starejši je poročal, da so Galci in Iberci pri peki kruha testo dodajali pivsko peno, s čimer so pekli lažji kruh od drugih ljudstev. V krajih, kjer so namesto piva pridelovali vino, so ljudstva pri peki kruha moki dodajala vinske kvasovke in drožji. Pogosto so prihranili del testa, ki so ga nato dodali testu ob naslednji peki. Tako testo se je imenovalo kislo testo, tehnologija pa je do danes ostala podobna. V današnjih časih se v peki kruha radi preizkusijo tudi najmlajši. Pečen kruh. Peči kruh je zelo zabavno. Priprava kruha se je seveda s časom spreminjala. Od zdrobljenih žit, zmešanih z vodo v kašo, pečenih okroglih in ploskih hlebčkov, do vzhajenega testa, ki so ga že stoletja pred našim štetjem znali pripraviti stari Egipčani in Babilonci. Najprej je potrebno zamesiti testo iz moke, vode in vzhajalnega sredstva, navadno kvasa. Skoraj vedno je v testu prisotna sol. Pri nekaterih vrstah kruha se osnovnim sestavinam pridružijo še začimbe in cela zrna, katere včasih služijo tudi kot okraševanje. Seveda je kruhovo testo mogoče zamesiti v različnih oblikah. Še posebej priljubljene so kite. Ko je kruh zamesen in vzhajan, ga lahko premažemo z jajcem. Potem pa Zdaj gre v peč. doma ga pečemo v naprej segreti pečici pri temperaturi do 250 stopinj. Temperaturo in čas pečenja je treba prilagoditi vrsti testa, velikosti kruha in moči pečice. Ko je kruh pečen, pa nam ostane še tisto manj prijetno opravilo. Na koncu moram pa vedno vse pomiti. V povezavi s kruhom in hrano imamo Slovenci vrsto pregovorov, ki dokazujejo, da biti sit niti nekoč, niti danes ni bilo samo po sebi umevno. Kdor je imel doma dovolj kruha, ta je bil bogat. Če ga imate tudi vi na mizi, ste srečnejši, kot morda mislite. In ne pozabite biti za to tudi hvaležni.